Dragi brat, draga sestra, dragi Božji otrok, dragi poslušalec, pozdravljam vas v imenu najvišjega, v imenu vladara v nebesaj in na zemlji, v imenu našega odrešenika Jezuša Kristuša. On naj po svojem svetom duhu, on naj povzroči v našem življenju vsak dan znova in znova to hrepenenje po njegovoj prisotnosti, po njegovom vodstvu, po njegovom delovanju, zavolo toga, kaj edino na takšen način pridemo do toga večnega cilja, do nebeškega kraljestva, do večnega cilja v njegovom kraljestvu. Jaz verjamem, kaj je to želja in hrepenenje vsakoga med nami. In znate, na poti do toga večnega cilja, do večne skupnosti z njim, pa nas spremljajo različne situacije, v kateri je potrebna naša pravilna odločitev. Naša pravilna odločitev, kaj ne bi zgrešili cilja, spremljajo nas situacije, katere se zgodijo in na njih ne imamo vpliva. Ali tudi v tiste situacije imamo eno vipanje, lahko računamo na pomoč od zgoraj. Tudi v tiste situacije imamo zaščito od zgoraj. To piše v 37. psalme, psalm 37, 39 pa 40 veršov, što piše, to štejmo v Božoj reči, psalm 37, 39 do 40. Rešitev pravičnih prihaja od Gospoda. Od Gospoda prihaja rešitev njihovega zavetja ob času stiske. Gospod jim pomaga in jih osvobaja jih krivičnih in jih rešuje, ker se zatekajo k njemu. Ker se zatekajo k njemu, se zatekamo k njemu v sen, iščemo njega, iščemo njegov mir, iščemo njegovo tolažbo, zaščito, iščemo njegovo usmeritev, iščemo njegovo rešitev. Tudi sredine molitvene večere so usmerjene v to, kaj zastopamo eden oboga, brate, sestre, vse tiste, katere so v potrebaj, kaj jih prinašamo pred Gospoda in tu posredujemo za okolico, v kateri živimo, kaj bi se Gospodova roka lahko doteknila vsakoga življenja. In naj nam da modrosti po svojem duhu, ki bomo delali to, kot Jezus pravi v Mateju 16 ali 33 veršoš, ki pravi to, iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in, kad to po domače povem, za vse drugo, da se Bog poskrbo v naši življenjaj. Božje kraljestvo, nebeško kraljestvo. Dočujemo te besede, kakšna je naša predstava od toga, kakšno bi naj bilo Bože nebeško kraljestvo. Kakšna je naša predstava, dočujemo te besede. Človek, da nekaj čuje, te sigdar nuca nekši vzorec, nekšo predsliko, ka bi si lahko to te dobesedno predstavilo, ka bi si lahko te to predstavilo, od koj čuješ. Dočuješ za avto, dočuješ besedo avto, znaš, to je ena železna ali pa plastična škatla, štera ima motor noter, pa 4 potače, pa volan, pa se lahko te s tem pelaš. Dočujemo Bože kraljestvo, dočujemo kraljestvo, ko se ponavadi te predstavljamo, kakšna je naša slika od toga, dočujemo besedo kraljestvo. Mislim, ka večina med nami se te predstavljamo angleško kraljestvo, angleško kraljevsko družino, predstavljamo se njuvo veličastvo, njuvi blišč, predstavljamo se njuvo premoženje,
ceno njihovega vzdrževanja, predstavljamo se tu njihove afere in pa tok dole in pa tok naprej. Takša je naša predstava od kraljestva, kako bi noj videlo. Najprej pomislimo na to zavolo toga, kaj so une. Ta kraljevska družina je najbolj izpostavljena od vseh, najbolj na očeh javnosti, največ znamo od njih. In, dragi moji, to so karakteristike, štere se tičejo zemeljskega kraljestva. Tu zemeljskega kraljestva Biblija, Božja beseda pa nam sporoča, Božja beseda pa nam pravi, kaj je nebeško, kaj je Božje kraljestvo, nekaj popolnoma drugačnega, nekaj čista drugega, nekaj, ko se ne more primerjati z našimi predstavami, z našimi predslikami. Peter v drugem listu, v 3. tale pravi to, 2. Peter 3. to in pa 13. veršoš. 2. Peter 3, 13, to piše. Mi pa po njegovi obljubi pričakujemo nova nebesa in novo zemljo. Torej pričakujemo eno novo vladavino, v kateri biva pravičnost. V kateri biva pravičnost. Torej je naše pričakovanje neka boljšega, neka novega, neka, ko je popolnoma drugačno od naših predstav in tu od naših pričakovanj. Pravičnost je to, ko je ena od osnovnih karakteristik nebeškega Božjega kraljestva. To je isto pravo Jezus vrstice, štero smo prešteli Matej 6:33. Iščite najprej Božje kraljestvo in tudi je povdarjeno in njegovo pravičnost. Pravičnost, to je karakteristika Božjega kraljestva. Je pravičnost tu karakteristika vladavin toga sveta? Po poročilaj, štere vsakodnevno poslušamo in stvaraj, štere se tu nam dogajajo. Pravičnost ne glede tisto, ko bi bilo značilno za zemeljsko vladanje. In dragi moji, zavolo toga se splača potegovati, zavolo toga se splača potruditi za nekaj boljšega, ko je Bog pripravil tistim, šterega ljubijo. To, kako piše Pavel v 1. Korintoškem listu, 2. 9. veršoš. Jezus je v času svojega delovanja tu na zemlji gočo od nebeškega kraljestva. Gočo je od Božjega kraljestva. Štere predstavnik je on bil na toj zemlji, gočo je od toga in je pravo kar nekaj oko prilik, ka bi te ljudje bolje razumeli, ko njim želi povedati. Znači, gočo njim je prilike, ka bi oni bolje zarazumeli, ko pravzaprav je to, ko njim on predstavlja, ne ko njim samo predstavlja, pač pa ko on predstavlja, ka bi bolje razumeli, ko je to nebeško, ko je to Božje kraljestvo. In največ prilik prispodob je zapisano v Matejevem evangeliju, gdje se v 13. poglavje 6 od 7 prilik zača z besedami: nebeško kraljestvo je podobno. In v tom jutre bomo pogledali 2 od teh prilik. Ja bi vas prosil, štoleko, kad stanemo gor in preštejmo Božjo besedo v Mateje 13. tale, Matej 13. poglavje 44 do 46. Matej 13, 44 do 46. Tu je Božja beseda tako zapisana. Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo.
To je ena prilika in naslednja prilika, tako pravi, to je časi 45. veršoš. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima in ga kupi. Nebeški Oče, hvala je tebe za tvoju dragu svetu reč, štero se nam tunjo kog podkazitelj za naša življenja. Pomagaj nam jo razmeti, Gospod dragi, in daj nam modrosti, daj nam vodstva tvojega duha, ka se zavedamo toga, ko ti praviš, ka se zavedamo pomembnosti toga, ko ti praviš, važnosti toga za naša osebna življenja, ka bi to bili to, ko je tvoja vola. Pomori nam, ka za istino si želejmo in hrepenejmo za tvojim, za nebeškim kraljestvom, štero se zača že tu na zemlji. In Gospod dragi, blagoslovi vsakoga, štero posluša tvojo reč, ka bi za istino imel to pravilno usmeritev za svoje življenje. Amen. Amen. Se lahko zavzemete nazaj svoja mesta. Nebeško kraljestvo je podobno. V teh obeh primerih Jezus uči od toga, ko naj za mene in tebe pomeni nebeško kraljestvo in kako se naj obnašamo do toga pitanja. Oba primera včita isto istino, isto resnico. Nebeško kraljestvo je tako dragoceno. To je takša dragocenost za človeka, ka bi mogel biti človek pripravljen za to, ka bi dosegel nebeško kraljestvo, ka bi mogel biti človek pripravljen za to se odpovedati vsega drugega. Postaviti nebeško kraljestvo na prvo mesto. Jezus ne pravi tu, ne goči od toga, ka se da kupiti nebeško kraljestvo z penazami ali pa tudi z kakšnimi drugimi dobrimi stvarami, dobrimi delami. Ne, tu je predstavljeno eno osebno odrekanje za en vzvišeni cilj. In nebeško kraljestvo je te vzvišeni cilj, šteri nam mora biti važen nad vsem drugim. Dragi moji, nebeško kraljestvo je za istino en zaklad. Je ena dragocenost, štero ga ne mreš kupiti, pač pa ga edino leko najdeš. Zaklada ne mreš kupiti. Zavolo toga, kad če penaze imaš, že tok pa tok imaš bogatstvo. Zaklad leko edino najdeš. In Biblija na več mestaj povdarja iskanje. Iskanje, kaj naj iščemo. Že sem omenil Jezušove besede v Mateji 6. ali 33. veršoš. Iščite najprej. Znači, potegujte se najprej za Božjim kraljestvom, za njegovo pravičnostjo in Bog da se za vse drugo poskrbo v naši življenjaj. In mislim, da mnogi med nami smo to osebno doživeli. Jaz lahko povem za svoje osebno življenje, da sem Boga postavil na prvo mesto. Je vse drugo bilo postavljeno te na pravo mesto. Matej 7. ali 7. veršoš med drugim tu pravi, ka naj iščemo in mu našli. Pravi, naj iščemo in mu našli. Isto tako svetuje tu povjel, da je pisal svoje pismo cerkve v Kolosah, pravi v Kološanom 3. ali 1. veršu, što pravi? Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus sedeč na Božji resnici. In to vrstico bi lahko mirno prevedli tu v iščite Božje kraljestvo, iščite te zaklad, šteroga Bog dava, ponuja vsakome. Što med dvome je že našel kakšen zaklad? Nišče se ne javlja. Ja. Včasih
so skrivala ker kakšna čokoladica in to je bil zaklad. Ali pravoga tistoga zaklada, ki bi bilo zlato, ali ne vem, kaj drugo noter, mislim, ka med nome ještě nišče najšo. In Jezus najprlej goči od zaklada, ka bi povdoro dragocenost nebeškoga kraljestva, ka bi povdoro to vrednost imeti v svojom življenju tej zaklad. Znate, včasih so ljudje svoje dragocenosti zakopavali v zemljo, zavolo toga, ka ne bilo drugi možnosti. Ne bilo bank, ne bilo trezorov, ne bilo nikši drugi možnosti, koma bi leko to skrile. Zato so svoje zaklade, svoje dragocenosti zakopavali v zemljo. In zakaj je tisti zaklad ostalo zakopane, ne vemo. Ne vemo, če je lastnik mrov, če je pozabil na te zaklade ali pa kakoli. Od toga nikaj ne vemo. Nekak je nojšo zaklad in to je bil vzrok. To je bil vzrok, kaj je bil pripravljen se odpovedati vsega drugoga, kaj bi te zaklad pripadal njeme, kaj bi bil njegov. Znate, v tistom času je zaklad ali najdeno pripadalo lastniki zemljišča, gdje je bilo to najdeno in te iskalec ali te najditelj je to znal. Je to znal in zavolo toga se je bil pripravljen odpovedati vsemi drugome, kaj bi posedoval, kaj bi pridobil tisto zemljišče v kuper z zakladom. Kuper z zakladom. In tu se ne ide, dragi moji, tjavko za posest, za posedovanje, pač pa se ide za zaklad. Ide se za to vrednost, za zaklad. Jezus tu povdarja dragocenost nebeškoga kraljestva. Povdarja to vrednost, ne v smislu materialnega, pač pa v smislu pomembnosti, v smislu posedovanja, v smislu važnosti, kaj to imaš. Dragi poslušalec, si ti že našel tej zaklad? Si ti že našel tej zaklad? Ga že imaš? Si se odpovedal vsem drugim stvarem, ka Bog je tej zaklad nebeško kraljestvo tvoje? Še nekaj moram povdariti v zvezi s tem tekstom, šteroga smo prešteli. Nebeško kraljestvo je podobno zakladu skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad zakladom je prodal vse, kar je imel in kupil tisto njivo. Od veselja nad zakladom, od veselja nad tem, ko je umnojšo, je ovdo vse, ko je imel. Dragi moji, to je pomembno za vsakoga med nami, ka imaš veselje nad nebeškim kraljestvom. Ka imaš to radost nad tem, ko si dosegnil in ka to radost izžarevaš, davaš tu dole, ka ta radost sije iz tvojega življenja. Tisti človek se je od veselja nad zakladom, nad nebeškim kraljestvom, štero je tok dragoceno. Tisti človek se je rešil vsega drugega, sumo, ka bi to imel. Še nekaj je zapisano v toj prispodobi. Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Do nekaj najdeš, zakaj naj bi to znova skrivo. Že prlej sem provo, tej pravni način, kako je leko tisto, ko si najšo gratalo tvoje. Že prlej sem provo tej pravni način, ka to mesto, gdje si ko je najšo, pripada lastnike in vse, ko je tom. In to je tej pravni način, ka je šel
in ovdo vse drugo, ka bi lahko to bilo njegovo. Tej človek ne bil samo zadovoljen s tem, kaj je najšel zaklad. Ne bil zadovoljen samo s tem, pač pa je šel še naprej. Vse je podredil tome, ka bi te zaklad resnično pripadal njeme. Pripadal samo njeme. To pomeni, dragi moji, ka se naj na vsaki način prizadevamo, kada nebeško kraljestvo za istino v našoj lasti. Kada je to naše osebno. Da je nebeško kraljestvo globoko tu noter vsidrano. V prejšnjih nedeljah smo že gledali, ko so pogoje, ka se te nebeški zaklad lahko najde. Ka se te zaklad lahko najde, Bog ponuja. Bog ponuja te zaklad vsakome. Jezus ga je zagotovo za vsakoga. Ali, dragi moji, samo se je potrebno potruditi in poiskati na pravom mestu. Po Božoj dragoj svetu reči. Na pravom mestu. Tu se najde te zaklad. In znate, če bomo tu iskali, tede naše iskanje tu imelo pravi smisel in dosegne pravi cilj. Druga prispodoba, druga primerjava z vrednostjo nebeškega kraljestva, štero je Jezus povedal v Mateje 13. tale, pravi tok. In ta druga primerjava goči od enega drugega načela. Tok pravi, nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragoceni biser, gre in proda vse, kar ima in ga kupi. Tu bi lahko problem, kaj je to ena filtracija ali ena selekcija, je to drugo načelo v tom principu. Tu je zopet poudarjeno iskanje. Iskanje. Bisere, gelte, ka to ne leži se posede. Bisere nastajajo v školjkaj, torej to pomeni daleč kroj od javnosti, daleč kroj od pozornosti. Gled to, kako tu zaklade. Zaklade so skrite, ne so se na očaj. Zaklade so skrite, gled to, kako so bisere daleč kroj od našega pogleda. Tom nastajajo. In tisti, štiri se ukvarjajo z biserami, znajo, tisti dobro znajo, kakšne karakteristike mora imeti biser in znajo tu, štiri so dragocene, štiri imajo vrednost, štiri predstavljajo nekaj neprecenljivega. Nebeško kraljestvo je podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Poudarjena je beseda lepe, ne kakšne koli, pač pa tiste, štiri izražajo tisto nekaj, ko dava bisere pravo vrednost. Dnes imamo, tako povem, na duhovnem trgu vse mogoče ponudbe tako imenovanih biserov. Na duhovnem trgu imamo vse mogoče ponudbe, od obečanj, od ponudb za bogastvom, do za srečo, do uspehov, do pomembnosti, do zdravja. Vse mogoče se obečava na duhovnem področju in mnogi, nažalost, mnogi tem ponudbah nasedajo, jih zgrabijo, se jih oklenejo, upanje, kad to resnično dobile. Znate, te idejo v različnih smeraj, gdje na enom mestu dobijo pa eno drugo ponudbo, na drugom mestu dobijo trečjo ponudbo in nikdar ne pridejo do pravega temelja. Zakaj?
zavolo toga, ko se srečujejo z ponaredki teh dragocenih biserov, toga dragocenega bisera. In da se ne zgodi to, kot njim je bilo obečano, te pride razočaranje, pride nemir, štere človeka vode samo ještě v globše probleme. In zakaj to? Zakaj to? Zavolo toga, ko so ne iskali na pravom mestu, ne so iskali, ne so našli dragocenega bisera, štere je tu notr predstavljene, pač pa njim je bil, ko tako povem, odane ponaredek. Jezus nadaljuje in pravi, ka tiste, štere išče, tu najde. In v 13. tale 46. veršu što pravi? Matej 13, 46. Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima in ga kupi. Tisti trgovec je verjetno šel preverjati mnoge bisere. Šel je preverjati vrednost mnogih biserov, šel je pogledati k mnogim prodajalcom ali tistim, štere so odavali svoje bisere. Videl je verjetno dosta lepih biserov, ali on se je ne zadovoljil s tem. Njegovo iskanje se je nadaljevalo vse do enega trenutka, da je ugotovil, to je to. To je to, ko je želen, to je to, ko je iščen, to je to, ko je moje hrepenenje, to je to, ko ima resnično vrednost. Resnično pravo vrednost. Verjetno je on našel več čudovitih biserov, vendar je za njega bil samo eden tiste, štere ima pravo vrednost, štere je tista prava dragocenost. Ko najde eden dragoceni biser. Eden dragoceni, dragi moji, obstaja samo eden dragoceni biser, nebeško Božje kraljestvo. Samo eno, samo edino. In to je opisano tu v Božje drago svetu reče. Tu imamo usmeritev, kje in na kakšen način se to najde. Tu imamo usmeritev, kako lahko do toga dragocenega bisera pridemo. Apostol Pavel je to lepo zapisal, ali, kako tako povem, razložil v prvom pismu Korinčanom, 2. 9. veršoš. Česar oko ni videlo. Znači, dragocenost, lepota, nekaj neverjetnoga, česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. Haleluja. To je Bog pripravil. Bog edine dava tej dragoceni biser življenje v nebeškom kraljestvu. Večno življenje v nebeškom kraljestvu. Bog edine to dava. Bog edine razodeva, gdje se skriva najdragocenejši zaklad. Večno življenje v nebeškom kraljestvu. Dragi moji, križ Jezusa Kristusa je mesto, gdje je bila ta dragocenost pripravljena za vsakoga. Za vsako življenje. Križ Jezusa Kristusa je mesto, gdje se skriva, kako to povem, ta dragocenost. Ide ta. Ide k Jezusovom križe in našel boš največji zaklad, največjo dragocenost. Vračaj se vsaki dan znova k Jezusu in on da te blagoslavlja in on da te blagoslovo z največjim blagoslovom, z večnim življenjem, z tem dragocenim biserom, s tem dragocenim zakladom.
In končujem z besedami psalmista Davida, s katerimi smo tu začeli. Je v 37. psalme tak pravi, 39 do 40 veršoš. Tak pravi, rešitev pravičnih prihaja od Gospoda. Prihaja od njihovega zavetja ob času stiske. Gospod jim pomaga in jih osvobaja jih krivičnih in jih rešujejo. Zakaj? Ker se zatekajo k njemu. Dragi moji, zatekajmo se k toj največjoj dragocenosti v nebesih in na zemljih. Ninder nega toga, koga je pri Bogu. Ne v ne vem kakšen dogodki. Če je na tom dogodku ne Bog središče, je to samo eden od dogodkov. Zato se dnevno zatekaj k njemu. Amen. Gospodov mir in blagoslov v iskanje nebeškega kraljestva. Želim vsakome, štere posluša Božjo besedo. Nebeški Oče, hvala je tebe. Hvala je tebe, kad si mi po duhi tvojom pomogel, kad si mi pomagal do zdaj, kad sem leko našel te največji zaklad, to največjo dragocenost, kad sem leko našel te biser nebeško kraljestvo, kad sem našel tvoje kraljestvo. Hvala je tebi za to privilegijo, štero moji. Hvala je tebe za moje brate, moje sestre. Hvala je tebi za vsakoga, štere posluša tvojo drago svetu reč. Gospod dragi, usmerjaj nas vsikdar znova in znova po duhi tvojom na tej pravi cilj, na tej pravi zaklad, na to pravo dragocenost, Gospod dragi, ka nemo zadovoljni, ka se nemo, Gospod dragi, ukvarjali s ponaredkami, štere ponujajte svet. In Gospod dragi, prosim te, pomagaj nam, ka tudi druge usmerjamo na to pravo pot. Vodi nas in blagoslove, Gospod dragi, ga ste prosim tudi za tiste, štere trpijo, štere so v navoli, štere so v potrebe. Gospod svete, ti si poslo, Oče nebeški, tvojega sina tudi za to na to zemljo, ka prinesej uzdravljenje, ka prinesej rešitev situaciji. Gospod dragi, in te prosim po duhi tvojom. Prosim te v imeni Jezuša, ka posegneš v vse te situacije, štere dnevno prinašamo pred tebe in se dotekneš teh problemov, teh situacij, teh navol, teh težav, teh bolezni, Gospod dragi. Ne samo glede naših bratov in sester, pač pa tudi za naše sosede posredujemo pred tjov in te prosimo, ka se dotekneš v mnogi src, Gospod dragi, ka bi bili pritegnjeni k tebe v tvoje nebeško kraljestvo. Gospod dragi, hvala je tebi za tvojo besedo in blagoslovi vsakoga, štere jo posluša. Amen.